No, še nekdo je velik ljubitelj rekordov. Verjamem, da bo v prihodnosti še kakšnega ujel. Kaj si pa o sodelovanju z njim, glede na to, da odhaja, mislimo tekmovalci in sodelavci? Nik, lepo pozdravljeni iz Limbuša. Na snemanju imamo same lepe spomine. Bil si zelo zabaven voditelj, zato nam med snemanjem ni bilo nikoli dolg čas. Mogoče se nas ne spomniš več, ampak mi smo zmagovalci druge sezone. Mi se zagotovo spomnimo, kako smo oboževali tvojo kretnjo pri Brihtolinu. Hvala tudi, ker si nas zabaval med vsemi tehničnimi težavami, še posebej z žongliranjem z našim prijateljem. Pa jaz si ti en ekspert v imenih, ampak mojega si še kar nismo mogel zapomniti. Pa ful večkrat si ti zasral kemi, če te lahko citiramo. Vse to bomo ven izrezala, no de? Ja, ampak tebe pa nočemo ven iz vdaje malih sivih celic izrezati. Ful te imamo radi, pa pogrešali te bomo. Adijo! Adijo! Dragi Nik, včasih si mi bil ena taka neznanka, uganka, veliko si poslušal, malo govoril. Mislila sem, da iz najnega pogovora ne bo usklilo seme, vendar sem se kasneje naučila, da si zelo dober poslušalec in izpelješ iz tistega, kar se dogovoriva, vedno le najboljše. Sodelovati s tabo pred kamero ali za kamero je bilo zmeraj spodbudno, lahkotno, pozitivno. Veliko smo se lahko naučili od tvoje ustvarjalne energije. In taki dogodki te tudi, kot je bil pravkar zdaj tale, nikoli niso iztirili. Nik Škrlec mi je ostal v zelo dobrem spominu, vedno je bil dobre volje, vedno je bil pozitiven. Najbolj mi je ostalo v spominu, ko smo bili vsi živčni in se je snemanje za trenutek ustavilo, ti pa si nas razvedril s svojimi šalami in naenkrat je bilo vse lažje, manj stresno. Pri tebi, Nik, sem vedno občudoval, kako zelo naravno ti je biti celebrity za tekmovalce v studiu, za osnovnošolce po predtekmovanjih in tako naprej. Ker eni se lahko trudimo 20 let, pa nam ne bo ratalo, ker pač nimamo te specialne karizme. Nik, ko sem te spoznala, si se mi zdel rosno mlad, prijazen, pameten, a izredno zadržan. No, mlad, pameten, prijazen si še vedno, a ko te človek bolje spozna, se ti tudi jezik razvozla. Ej, Nik, saj veš, kaj ti bom rekla. Da bom zavedno shranila tisti tvoj mail, ki si mi ga poslal pred 5 leti in v katerem si napisal, da sicer veš, da nimamo javne audicije za voditelja malih sivih celic, ampak da misliš, da bi bil ti res primeren kandidat. To je živ dokaz, da moramo imeti sanje, da jim moramo slediti in da morajo biti velike. In se že veselim njegovih naslednjih podvigov, ki jih bom spremljala preko socialnih omrežij in pa upam, da kmalu tudi kje v živo na odru. Na tvoji poti v prihodnosti ti želimo vse dobro, mogoče pa se naše poti še kdaj srečajo. Želim ti vse najboljše in naj tvoja radovednost bo res neskončna, tako kot si skupaj z nami ustvaril tudi ta slogan. Srečno! Nik, ti si mega! Dragi Nik, smo te malce presenetili, a ne? Malce, absolutno. No, ni še konec. Jaz bi se ti rada v imenu celotne ekipe malih sivih celic iskreno zahvalila za vse predane trenutke, ki si jih posvetil tej oddaji in ti za 5 zmagovalno odvodenih sezon podarila tale mini malo sivocelični pokalček, da se nas boš vedno spomnil. Wow, hvala! Kamermana sem pretental, ker se ga dvignil. Hvala. Imamo pa še eno majhno pozornost za tebe, ki bo prišla od nekje. Ojoj. Evo, Nik, ena malenkost, zdaj, ko glih odhajaš. Ja, hvala, ker si nama zrihtal službo. Se ti tole dala. Izvoli. Čakaj, kam tukaj? Nik je ostal brez besed. Kaj se dogaja? A tole raje odpeljem domov s sabo varno, na varno? Ja, ne vem, lahko tudi tukaj odpreš. Mogoče te ven skočim. Ni oblak v steklenici. To je že uganka v odpiranju. Si že kdaj dobil tako veliko darilce? V bistvu ne. Hvala vam. Poglej, kaj se skriva noter. Upam, da ni nič, kar bi se lahko zlomilo. Tan.
Kaj se dogaja zdaj? V redu, zavijali bomo. Ja. A, še nekaj. Darilo moraš najti. To je pa ena pesem Daneta Zajca. Za vrati so majhna vrata, za njimi še manjša vrata, za njimi še manjša vrata in tako v neskončnost. Tako. Čakaj. Oj. Tudi darilo je lahko uganka. Vidim, to je v bistvu skoraj Rubikova kocka. Wow! Aha, prihajamo do velikega finala. Kolebnico sem dobil, hvala. In to pametno kolebnico. Da boš fino odskakljal v svoje nove dogodivščine. Hvala. Sem mislil, da ste po ogledu teh prispevkov iz 5 let ugotovili, da moja teža nima, da je to kratek namik. Ne, resnično se vam zahvaljujem. V bistvu vsem, ki ste danes tukaj, pa povsod. Ker sem vedel, da bo ta priložnost neizogibna, pa ker težko izbiram besede, ki bi opisale vse moje občutke v tem trenutku, sem se na pamet naučil 3 povedi, ki jih bom zdaj povedal, če dovolite. A so v številkah? Ne, v bistvu ne. Mala zahvala. Malim sivim celicam, kar v bistvu pomeni vsem ustvarjalcem oddaje, zdajšnjim in vsem prejšnjim, od uredništva do režije, sestavljavcev vprašanj in vseh v ozadju, sem neskončno hvaležen za pol desetletja, ki smo ga preživeli skupaj. Hvala za zaupanje, za podporo. Pri celicah sem se res naučil ogromno. Drugi stavek. Zdaj štafeto ponosno predajam naprej, ter novi ekipi želim vetra v jadra in predvsem veliko zabave, radovednosti in ustvarjalnosti. Tako. Ups. Četrti stavek.